18. vzporednik. Ja, v deželi, odkoder se v zadnjem času kar bliska od neverjetnih novic, nas že na vse zgodaj ob 6. zjutraj čaka Andrej Stopar, dopisnik iz Washingtona. Lep pozdrav, Andrej. Dober dan želim, dobro jutro. Andrej, poslušam, berem, gledam poročila na vseh mogočih programih, mestih, pa ima človek pogosto občutek, da se Ameriki in svetu te dni dogaja zgolj in samo Trump in da tam okrog tebe sploh ne obstaja nič drugega. Zdi se mi včasih, da je celo Trump presenečen, kakšne mokre sanje vseh samopromotorjev se mu kar sproti uresničujejo. Kaj praviš? Ja, bo držalo, to se ne zdi samo tebi, to se zdi nam vsem, zlasti nam, ki vse to spremljamo od blizu v Washingtonu. Da, videti je, kot da je Donald Trump, kot da prehiteva sam sebe. To je nedvomno najaktivnejši začetek predsedniškega mandata v zgodovini ZDA, kajti toliko stvari, kot se je zdaj v zadnjih 14 dneh od svečane prisege predsedniške naprej zgodilo, toliko se še ni v tako kratkem času nikoli. Ne? In zdaj lahko ugibamo, kaj je zdaj tisti končni cilj, ampak zdi se vendarle, da bomo prišli do enega skupnega spoznanja, da želi Donald Trump predvsem razgibati vse pravzaprav okoli sebe, Ameriko kot takšno, razgibati vlado, zagnati ta motor sprememb in to počne na način, ki je njemu zelo svojstven, namreč z presenečenji, z drznimi, daleč preko meja segajočimi potezami, šokiranjem in tudi konec koncev lahko vidimo mimo zakona in se pravzaprav nič ne zgodi, razen kakšnega sodnega naloga, ki blokira njegov predsedniški izvršni ukaz. Ja, ni mogoče reči, da ni medijsko mamljiv, no to res. Ampak ali tudi ameriški mediji samo njega spremljajo, nič drugega ne poročajo o ničemer drugem? Če govorijo o informativnih medijih, predvsem seveda, kajti sej tudi je na različnih področjih sprožil nekaj, kar je že po naravi novinarskega dela in uredniških odločitev tisto, kar sodi v novice oziroma v poročila. Dobro, ampak zadnje dni vendarle najbolj odmeva Trumpov, lahko bi mu zaradi bizarnosti rekli že kar turistični razvojni projekt za Gazo. Nezaslišano, da človek, ki se doma najbolj brutalno loteva slehernega tujega priseljenca, bi pa Palestince kar malo razselil po sosednjih državah, seveda, in potem v slogu svojega Mar-a-Laga se zidal all-inclusive Mar-a-Gazo. Ja, nekaj takšnega, da. Zanimivo, kajti arabske države niso seveda navdušene, najmanj pa sami Palestinci nad to ad hoc idejo njihove preselitve iz Gaze v sosednje države, zlasti Egipt in Jordanijo. Kdo bi pa bil? Seveda, ne? Ampak ta riviera Bližnjega vzhoda, kot temu pravi Donald Trump, bo pa seveda namenjena različnim ljudem, torej tudi muslimanom, ki bi pač seveda pristali na pogoje bivanja, kakršnikoli naj bi tam že potem bili in živeli seveda v sreči, miru in blagostanju, življenje, kakršno zdaj slika Donald Trump, češ da je mogoče v Gazi. Ne. S tem je pravzaprav presenetil vse. S tem predlogom ali kakorkoli temu rečemo, tudi domačo javnost izjemno šokiral, zlasti tiste nasprotnike, ki mu očitajo, da je sam pozival proti vpletanju Amerike v kakršnokoli tujo krizno žarišče, češ da se Amerika mora odločiti nase, zdaj pa ponuja kar neke vrste okupacijo, prevzem, lastniški prevzem cele regije nekje, v katero seveda bi potem bilo treba zelo veliko vlagati. Ne? Tako da šokirani Američani, ampak tudi tukaj je vprašanje, ne, koliko je to provokacije, koliko je pa tukaj resno mišljeno in koliko je tukaj pravzaprav neke želje po nekem
mogoče zelo nenavadnem, bizarnem predlogu, ki bi seveda spet razburkal vse in mogoče zaradi teh novih preobratov tudi ponudil nek novo rešitev. Da bi bil spet nov ovinek. No, najmanj kar upam je seveda, da bo tole ostalo zgor nekakšen Trumpov grad v oblakih. Ampak je pa res, no, da tudi v ameriški notranji politiki, ne, zdaj po umestitvi Trumpa nič več ni tako, kot je bilo, saj ko združita svoje moči dva krjavlja, kot sta Trump in Musk, ne, očitno nimajo miru niti najbolj lojalni državni uradniki, karierni uradniki. Še več slišim, da niti znameniti agenciji FBI in CIA nista več ljubljenki ameriške politike, da seveda ne govorimo o USAID, ki naj bi pomagala revnejšim državam sveta. Da, to je prava revolucija, kar se pravzaprav zdaj dogaja. Že sam pojav in način delovanja Elona Muska je nenavaden. Elon Musk se ves čas sklicuje na transparentnost, ampak ta njegova agencija Dodge seveda ni transparentna, nihče pravzaprav ne ve natančno, koliko ljudi tam dela, kdo tam dela, na kakšen način. Zdaj so dobili podatke oziroma dostop do plačilnih podatkov za zvezne uslužbence, ki jih hrani finančno ministrstvo, kar je zelo razburilo javnost. Ukinja se agencija USAID in vedeti moramo, da je to tista roka, ki je širila vpliv ameriški po svetu, seveda pomagala z različnimi programi, humanitarnimi, prehrambenimi, zdravstvenimi, ampak vendarle širila vpliv. In to so zdaj nekako odžagali, danes zapirajo vrata vsi uradi USAID po svetu in v mesecu dni ne bi se tisti uslužbenci vrnili, tisti, ki so v tujini, vrnili domov. In to je 10,000 ljudi vse skupaj. Ne? In poslani na prisilni dopust. Na tak način se še racionalizacije dela vlade ni nihče lotil. Je pa res, da je to očitno njihov mehanizem, ne? Namreč zamrzniti, ukiniti, ampak mogoče ne trajno, se pravi to pustiti v zraku, vprašanje, zato da bodo lahko počasi naredili revizijo in ugotovili, kaj pravzaprav ta institucija sploh počne. Veš, zdaj na vrsti je tudi že recimo Zvezno ministrstvo za izobraževanje. Ne? To je zanimivo, kajti že ministrstvo za kulturo na zvezni ravni ni, zdaj pa očitno tudi izobraževanje ne bo več. Temu smo v Sloveniji ponavadi rekli, da si na čakanju, veš, Andrej. Zdaj, tole moraš priznati, da je nezgrešljivo podobno tistemu resničnostnemu šovu Pripravnik, ne, Apprentice, tistemu stavku You're fired, odpuščen si. Zelo dobro vlada, ja. Ja, no, ampak, Andrej, se pa spomnim, da smo občasno tudi v Sloveniji prav zavidali Američanom to, da državo upravljajo uradniki, ki niso odvisni od izida volitev, niso odvisni od aktualne oblasti, da gre skratka za kontinuiteto upravljanja z državo. Kdo si bo zdaj še želel to delati tam za vlado? No, to si bodo želeli seveda lojalisti, torej predsednikov dani ljudje, in se tudi to je eden izmed namenov, ne samo racionalizacija, ampak tudi popolniti vrste z ljudmi, ki so lojalni, kajti karierni uradniki so preveč neodvisni ali pa Washington nasplošno je zelo naklonjen demokratski stranki, so naklonjeni demokratom in že v prvem mandatu je Donald Trump ugotovil, da so ti ljudje, ki pač obvladajo posel, ki so do obisti, da so ga pri realizaciji marsikatere ideje ovirali. In tega v drugem mandatu ne želi, zato želi poslušne ljudi, ki bi pač sledili in izvajali njegove napotke, nasvete, kakorkoli. In tudi to stoji seveda v ozadju vseh teh perturbacij. Ne? No, torej bojo očitno tudi enkrat Američani od Slovencev pobrali tisto, kar je najslabše. No, če dovoliš, tukaj bi mogoče samo dodal, seveda takšen ogromen, neodvisen karierni uradniški aparat pa z leti seveda se odtuji od
baze, če temu rečemo, od državljanov. Ne? In zato je tako zelo različna recimo zunanja politika, obrambna politika od vseh ostalih sfer in notranjega življenja v Ameriki. Ne? Amerika je znotraj zelo raznolika, zvezde države imajo zelo različne interese, vlečejo vsak sebi in tisti, ki živi tukaj, se lahko vpraša, pa kako lahko pravzaprav Amerika navzven deluje tako monolitno in tako enotno, ker je to v bistvu v svojem bistvu zelo neenotna država. In to enotnost omogočajo seveda profesionalci, ne? To vrstna uradniška elita, ki definira nacionalni interes in ki v skladu s to svojo definicijo tudi deluje, ne glede na to, kaj se v državi dogaja. Se to pravim, da tudi obrt, uradniška obrt trpi, ki jim je bila do zdaj v ponos. No, ampak na koncu, Andrej mora pod črto še povedati, oziroma se kar vprašati, kaj bo šele, ko bo zbran celoten predsedniški kabinet. Zdaj veva, namreč Trump tega še nima, ne? Lahko na kratko poveš, kaj se s tem dogaja v kongresu? V senatu potekajo zaslišanja, odvisno zdaj od posameznega kandidata, koliko je za njegovo področje pristojnih senatnih odborov. Toliko odborov mora seveda o tej kandidaturi glasovati, odločiti in na koncu seveda o vsakem kandidatu glasuje celoten senat. Tako da precej stvari je še odprtih, tudi najbolj problematične za mnoge kandidature, kot so recimo predsednica oziroma direktorica obveščevalne skupnosti Tulsi Gabbard, kot je seveda kandidat za ministra za zdravstvo Kennedy, kot je Kash Patel, kandidat za direktorja FBI. Ti ljudje še nekako so pending, kot bi rekli v Ameriki, ampak imajo zelo dobro možnost, da bodo seveda tudi potrjeni in zasedli te položaje. In to je pa seveda nadaljevanje revolucije, ki se zdaj tudi dogaja, ker takšnih kandidatov, tako spornih v marsičem, še tudi ni bilo. Da ne bodo obviseli, ampak kar obsedeli. Andrej, samo še tole me čisto z človeškega vidika zanima. Zdaj, uvodoma sem omenil bliskajoče neverjetne novice, ki prihajajo iz Amerike. Ali zdaj ti prej vstajaš kakšno uro, dve ali kako, ker nikoli ne veš, odkot bo priletelo? Skoraj da, ja. Skoraj da. Še v štacuno ne moreš, ne? Res je treba slediti pozorno, zato ker tukaj je treba biti pripravljen na vse. Zdaj je v modi nepredvidljivost in presenečenje. Tako da na to se bo svet pravzaprav moral navaditi v teh naslednjih 4 letih. Očitno. Ja, je pa res, da tudi marsikaj, kar se je zdaj recimo nakazalo, zgodilo, začelo, se je tudi ustavilo, ker zaenkrat sodišča vse tiste najbolj drzne, recimo, ne vem, recimo, da državljanstvo več ni vezano na kraj rojstva, skratka nisi več avtomatično ameriški državljan, če si rojen v Ameriki, to je želel odpraviti Donald Trump, no to je sodišče popolnoma ustavilo in v tej smeri ne bodo več mogli delati naprej. In tako naprej. Skratka, sodišča tukaj nekako skušajo zavirati tiste najbolj drzne in najbolj v oči bijoče, kar zadeva nasprotje zakonom, predloge. Saj, če smo natančni, lahko vse skupaj sodi tudi v domeno Trumpove strategije in taktike, vemo, ponudiš prst, potem se pa vse skupaj obrne. Ne? Seveda. Podobno kot se je zgodilo recimo z zaščitnimi carinami, kar zadeva Kanado in Mehiko. Ne? Najprej uveljavitev, na kar hitra pogajanja in zdaj odlog, ki pa je mogoče trajen, se ne ve. Vsekakor upam, da bo to predvsem za Gazo veljalo. Lep pozdrav, Andrej, lepo jutro in lep dan ti bo, s čim še naprej. Najlepša hvala, jaz pa tudi vam lep petek in lep konec tedna. Svidenje.